Župani apelirajo na državo, podeljene kulturne pletenice, prva zelena luč za proračun, priznanja najboljšim učencem, kulturni randevu, piknik s tvojo ženo, veterani na smučeh, 4 bronasta odličja. Lepo pozdravljeni. Natanko leto dni mineva, odkar je bil omejen promet na mostu pod hotelom Medno. Že tako prometna cesta iz Gorenjske proti prestolnici je postala še dodatno obremenjena. Ker gre za eno najbolj prometnih cest v državi, je nedopustno, da se država problema loteva tako počasi. Ravno zato so v torek župani najbolj prizadetih občin, torej Medvod, Gorenje vasi - Poljane, Škofje Loke, Železnikov in Žirov, sklicali skupno novinarsko konferenco, na kateri so apelirali na državo, naj se nemudoma loti reševanja problematike ceste v Mednu. Občine Medvode, Gorenja vas - Poljane, Škofje Loka, Železniki in Žiri so neposredno prizadete zaradi trenutnega stanja nesrečne ceste v Mednu. Že leto dni mineva, odkar je bil na mostu pod hotelom Medno vzpostavljen režim enosmernega prometa, bodisi semaforji ali pa s prometniki, ki v jutranjih konicah usmerjajo vedno bolj nestrpne voznike iz ali proti prestolnici. Po zadnjih informacijah pa se je končno pokazala luč na koncu tunela. Direkcija za ceste je namreč ravno zaključila z razpisom, na podlagi katerega naj bi bil v Mednu do poletja zgrajen montažni most, ki naj bi omogočal začasni dvosmerni promet. Vendar, kot kaže, so sredstva za to rešitev z rebalansom proračuna pod vprašajem. Ne glede na to pa so zahteve občin jasne. Ker gre za po našem mnenju eno veliko težavo, dajemo s tem dopisom oziroma s tem apelom pravzaprav eno podporo Direkciji za infrastrukturo, da se v rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2015 najdejo sredstva pod točko A za izvedbo montažnega mostu, ki bo ponovno omogočil dvosmeren promet, in pod B, da se v proračunu za leto 2016 najdejo sredstva za celostno sanacijo tega mostu. Vsakodnevna težava voznikov, prometni infarkt, ozko grlo in žalostna tragika vsakdana. Situacija v Mednu ima različna imena. Nikakor pa to ne spremeni, da zaradi nastale situacije trpijo ne samo Medvoščani, ampak tudi okoličani. Občani občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, ki so neposredno prizadete zaradi trenutnega stanja. Mi moramo vedeti, da je celotno loško ozemlje, mislim pri tem, gospodarsko eno najmočnejših v Sloveniji, da imamo veliko aktivnih podjetij in po drugi strani smo tako daleč od avtoceste, da je že onemogočena po svoje tudi onemogočen razvoj, tudi gospodarski razvoj tega območja. Zaradi tega je še posebej most v Mednem, poleg naše ožine v starem mestu Škofja Loka, ki upam, da bo v mesecu avgustu seveda nekako prečena, to se pravi z odprtjem nove obvoznice, ampak ne glede na to, moramo povečati propustnost in omogočiti propustnost po tistih cestah, ki so temu namenjene. Predvsem nasprotujemo potezam direkcije na ta način, da se problem, ki nastane na cestah, zapre, se predvidi oziroma se naredi enosmeren promet in potem se pa zadeve zaključijo. To kaže tudi na odnos države in občin do cest. Zdaj je naša glavna povezava preko Vrhnike v Ljubljano. Se pravi, po občinski cesti, žal je tudi cesta Žiri, Rovte-Logatec v takem stanju, da zgleda bolj kot švicarski sir. Tako da mi se zavedamo, da država nima denarja, nima pa tudi ne odnosa do prioritet. Tako da naše gospodarstvo se prebija, če tudi je močno, imamo najmanj brezposelnih, je pa to vedno pomeni stroške, ceste so žila in te žile so zelo zamašene. Tako da zato sem jaz tudi tukaj, da podpremo vsi skupaj in naredimo nekaj, da se prioritete določijo. Tudi mi smo vpeti v promet na relaciji železniški Škofja Loka - Ljubljana. Veliko naših ljudi se vozi dnevno v službo v Ljubljani in kot je bilo že rečeno, letno izgubijo od 40 do 80 ur samo zaradi tega ozkega grla.
Veliko je pa tudi v našem okolju so velika podjetja in tukaj gre tudi za tovorni promet. Na delovnem sestanku županov 5 občin pa so se župani strinjali, da težava leži predvsem v nezainteresiranosti in odnosu države do 4. najbolj obremenjenega odseka v državi, ki že leto dni povzroča preglavice voznikom. Župani pa so kot ironijo izpostavili tudi dejstvo, da je že narejen državni prostorski načrt Jeprca-Stanežiče, s katerim bi bila ta težava rešena dokončno. Prepričani smo, da je to samo prvi korak in da bo prvi korak dovoljšen. Zato, ker tukaj res ne gre za iniciativo 5 županov, tukaj ne gre za iniciativo 5 občin, ampak gre za iniciativo 5-krat toliko občanov, kot jih naše občine imajo. Kot je kolega prej rekel, jaz mislim, da tukaj res govorimo skupaj z našimi občani v en glas. In prepričan sem, da se tega zaveda tako direkcija, kot ministrstvo, kot vlada. Ne gre za neke ekskluzivne projekte, govorimo o čistih osnovah. Ker nam na srečo ni potrebno poročati o problematiki, ki bi jo s sabo prineslo močno sneženje, alarm je bil namreč odveč, lahko današnjo informativno oddajo nadaljujemo z osrednjo temo minulega tedna, z državnim praznikom, Dnevom kulture. Na osrednji občinski prireditvi na predvečer praznika so bile podeljene tudi kulturne pletenice. Za dosežek v minulem letu so kulturno pletenico prejele Sorške kresnice za izdano zgoščenko Šelestenje sanj in filmska fotosekcija Kuda jarem, predvsem za film o Jakobu Aljažu. Najvišje priznanje, pletenico za življenjsko delo, pa je letos prejel godbenik Gorazd Fertin. O tem, kdo bo dobitnik kulturnih plemenic vsako leto, torej že 5. zapored odloča posebna komisija, ki jo imenuje Občinska kulturna zveza, oziroma njena naloga ni, da predlaga dobitnike, kar bi bilo morda bolj verodostojno, ampak da zgolj odloča o prispelih predlogih, torej če ti ustrezajo kriterijem. Kot sama komisija smo seveda pogledali na kvaliteto projektov oziroma kandidatov, ki so bili predlagani za prejem in soglasno smo se strinjali, da vsi predlogi, ki so prišli, so vredni nagrad, ki smo jih danes podelili. Komisija letos kakšnega težjega dela kot potrditi 4 prispele predloge niti ni imela. Ja, do spoznanja smo prišli predvsem do tega, da mogoče malo kandidatov bilo, tako da projektov v občini Medvode, kar se kulture tiče in posameznikov, ko se delujejo, pa če dalje več in tudi kvaliteta samih projektov se narašča. Torej, mogoče ugotavljamo, oziroma vabimo, da se kvaliteta samih projektov prepozna in bo tudi sama komisija imela mogoče malo težje delo v prihodnje. Pletenico za posebne dosežke v minulem letu je tako prejela filmska fotosekcija Kuda jarem, predvsem za videozapis o Jakobu Aljažu, ki ga je konec leta predvajala tudi Televizija Slovenija. Mi smo bili izredno veseli, da je TV Slovenija uvrstila na prvi program. Skratka, seveda bili smo tudi izredno zadovoljni, da smo, ker vsi Jakoba Aljaža poznajo in poznamo kot planinca in tako naprej, v tem našem filmu smo se pa osredotočili kot Jakoba Aljaža kot glasbenika in tukaj je bil velik poudarek v tem filmu. Kakšen je recept za to, da se 2 leti zapored dobi pletenico? Ja, jaz mislim, treba je delati, še enkrat delati in še enkrat delati. Pletenico za poseben dosežek v minulem letu so prejele tudi Sorške kresnice iz Kuda Oton Župančič Sora. Pomeni nam, da glede na to, da se res trudimo, da delamo, da so ljudje, ki to opazijo in da nam dajo neko priznanje za naš trud in po eni strani potem tudi voljo za naprej, da lahko še naprej ustvarjamo in da se lahko še naprej trudimo. Torej, neko dodatno potrditev, ki nam da zagon. Priznanje so prejele predvsem za res plodno sezono sodelovanja na različnih prireditvah in predvsem za promoviranje dela skladatelja Janeza Tometa in izdajo zgoščenke z njegovimi skladbami Šelestenje sanj. Pesmi so zbrane, potem pa se jih moramo mi naučiti. Morajo nam se usesti v dušo, moramo jih znati na pamet, moramo vedeti, o čem govori besedilo, moramo vedeti vsako noto, vsako pauzo, vse. In potem pa to pride šele lahko na posnetek. In snemanje pa
prav tako ni tako zelo preprosto, ker se ponavljajo določeni deli, ki recimo jih nismo dobro odpeli, treba še enkrat. Potem to je lahko, ne vem, 3-krat ali pa 15-krat. Potem oblikovanje same podobe zgoščenke, napisi, vsak prispeva nekaj in tako da smo tudi hvaležni zunanjim sodelavcem, ki so nam pomagali in da smo torej lahko izdali in seveda vsem poslušalcem, ki pa bodo potem to kupili in poslušali. Sorške kresnice prav sedaj začenjajo tudi s promocijo zgoščenke Šelestenje otroških sanj s Tometovimi skladbami za otroke. Najvišje kulturno priznanje, pletenico za življenjsko delo, pa je letos prejel godbenik Gorazd Fertin. Med medvoške godbenike se je na povabilo takratnega kapelnika Lojzeta Oselja vpisal že leta 1963. Fantini smo se pojali po vasi in je stal pred glasbeno šolo oziroma godbenim domom. Je rekel, ti pa ne boš se tukaj drjaškal, prid sem. Je rekel, prid noter, me malo pogleda, prav kakšne imaš zobe, se je rekel, pokazal in rekel, ti boš pa trobento igral. In od takrat naprej sem trobentar, začel sem s trobento. Potem zaradi zob sem presedlal, bom rekel, na tenor, je bilo malo lažje. Potem sem pa pristal na tolkalih, na bobnu pa na činelah. Zdaj po operaciji srca sem pa tudi to opustil, arhivar sem pa tako skozi noter jih tam pa z veseljem pridem na vajo, pogledam, če še kaj manjka, prepravim, če ne treba napisati, napišem in to je to. Kot so zapisali medvoški godbeniki, se mlajše generacije vedno bolj zavedajo pomena njegove energije, ki jo je vložil v vodenje društva tudi v obdobjih pomanjkanja motivacije med članstvom, da je mladim članom vzor, mentor, sogodbenik, na katerega se lahko vedno zanesejo, obrnejo na pomoč, skratka, da je njihov prijatelj. In še, da njegovo delo ni bilo nikoli plačano ali materialno nagrajeno. Zavedajo se, da je eden tistih, zaradi katerih je godba danes močno združeno in povezano društvo. No, kar nekaj nas je še takih entuzijastov, bom rekel, veselje imamo in če tega ne bi bilo, tudi muske naprej ne bi pelali. Priznanje za finančno pomoč oziroma za svoje brezplačne storitve pa je na predlog Kuda Smlednik dobilo podjetje Grafika Fabjančič iz Muš. Poleg nekaj večje udeležbe samih kulturnih delavcev smo tokrat zabeležili tudi več občinskih svetnikov, predvsem pa tudi uslužbencev občinske uprave. In letos prvič je bil na osrednji občinski prireditvi ob kulturnem prazniku prisoten tudi župan občine Medvode. Nejc Smole, ki je zbranim tudi spregovoril. To je prejšnja leta storil še kot predsednik občinske kulturne zveze, tej funkciji pa se je s prevzemom županovanja moral odpovedati. Ja, v Medvodah mislim, da bi težko gledali samo pletenice, vemo, kako zelo bogato kulturno dejavnost imamo, kako številni so člani kulturnih društev, več kot 10 jih je. Današnje nagrade, predvsem nagrada za življenjsko delo, je tista, v kateri je res potrebno se prikloniti, zahvaliti in čestitati gospodu Gorazdu Fertinu za res več desetletno delo. In tako kot sem mu rekel, sami zahvali, več takih ljudi, več ljudi s toliko entuzijazma, pa sem prepričan, da je naša celotna skupnost ima zelo lepo prihodnost. Ob toliko entuzijazma bomo preživeli tudi letošnji občinski proračun posvečen kulturi. Zagotovo. Jaz sem prepričan, da je občinski proračun pripravljen tako, kot je lahko pripravljen, torej realno. Na področju kulture se krčijo sredstva kar za precej, pa vseeno včasih mora priti tudi do katarze, zato da se vidi, kaj je tisto, kar je dobro, kaj je tisto, kar se dela iz srca in iskreno, in potem kasneje, ko se nam vremena zjasnijo, se tudi sredstva lahko temu ustrezno povečajo. Kulturni program osrednje občinske kulturne prireditve so s plesno gledališko predstavo na temo Povodni mož sooblikovali člani mladega odra kulturnega društva Pirniče pod režisersko taktirko Brede Rovšek. Prireditev pa je povezovala Anica Horvat.
Letošnja osrednja kulturna prireditev je potekala v domu krajanov Pirniče, za katerega mimogrede v osnutku letošnjega proračuna ni predvideno nič sredstev. Razlaga pomanjkanje sredstev na občinski strani. Na drugi strani pa menda tudi pomanjkanje enotnega mnenja, kako projekt zaključiti. O ostalih prireditvah v čast kulturnem prazniku po nadaljevanju oddaje. Prav zaradi ali pa tudi zaradi drastičnega znižanja sredstev za sofinanciranje kulturne dejavnosti v osnutku proračuna za letošnje leto je dan pred občinsko sejo v ponedeljek v dopoldanskih urah svetnik Dragan Đukić zainteresirano civilno družbo povabil na okroglo mizo. Povabilu so se poleg predstavnikov civilne družbe, nekateri med njimi opravljajo tudi svetniške funkcije, odzvali tudi predstavniki vseh 3 javnih zavodov, ki jih je ustanovila občina Medvode v zadnjih 8 letih. Skupaj 19 udeležencev, dobra polovica njih pa je sodelovala tudi v razpravi. Dragan Đukić, sklicatelj okrogle mize, je problematiziral predvsem področje kulture. Namesto predvidenih 76 000 evrov za sofinanciranje delovanja in projektov vseh kulturnih društev v občini je predlagal vsaj 109 000 evrov in zagotavljanje sredstev za pokrivanje tekočih stroškov potrebnih za vzdrževanje prostorov, v katerih delujejo. Predlagal je 50 000 evrov namesto predvidenih 30 000 za nakup knjižnega gradiva v knjižnici Medvode in 50 000 evrov za nadaljno rekonstrukcijo in adaptacijo medgeneracijskega doma v Pirničah. V osnutku proračuna za letos, ki ga je pripravil župan z občinsko upravo, je namreč ničla. Dodal je, da je namen okrogle mize, da izpolni predvolilno obljubo vseh, poglobljeno sodelovanje s civilno družbo. Brez dialoga ni nobenega napredka, še manj pa je kakšen dogovor možen. Meni se zdi, da je to čisto legitimna in legalna zadeva občinskega svetnika. Najbolj kritičen do predstavljenega osnutka občinskega proračuna za letošnje leto je bil kulturnik Peter Militarov. Neživljenjski, nerealen, bi skoraj rekel uničujoč, nazadnjaški, ne gledajoč naprej in ne, bi rekel, podpirajoč našega občana, da se lahko združuje, izobražuje, skratka, da je delaven. Pa mi povejte, kje je življenje v občini Medvode? Ustvarjalno, v športu in kulturi. Da bo tako drastično znižanje sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti lahko celo ogrozilo obstoj tistih športnih društev, ki so vključeni v tekmovalne procese, je bil eden izmed argumentov iz vrst medvoških športnikov. Na programih športa, ki so na zvezni ravni po zakonu, so dolžni financirati in jih ne bomo mogli financirati nikakor. Košarkarji, nogometaši, ki tekmujejo v ligaških sistemih, oni enostavno ne morejo reči, na pol tekem bomo šli, na pol pa ne. Oni imajo, zdaj govorim na pamet, 20 tekem, vseh 20 je treba odigrati, ker vsak igra z vsakim, če ne so izločeni. Zato ne morejo enostavno odnehati. Isto ostali športi, če ne grejo na državna prvenstva, ki so selekcijska, ne morejo naprej na evropska. Če ne grejo na evropska, ne morejo naprej na svetovna. Mi se lahko odpovemo določenim prireditvam, ne moremo se pa trenažnemu procesu, ker to je plod večletnega, 10-letnega dela. Tekmovalci imajo piramidni sistem, tekmujejo, trenirajo in če zdaj nehajo, bojo padali ne v jamo, ampak v brezno. Gremo vsi skupaj nazaj, težko je, če izgubijo stik z vodilnimi. Urban Eržen, direktor javnega zavoda za kulturo in mladino, je celo potegnil vzporednice z grškim scenarijem. Zato v bistvu bi jaz mogoče si zaželel, pa sem tudi prvi za sodelovanje, da bi se v bistvu strani županom občinske uprave usedeli, pa v bistvu poskušali razumeti procese in na skupni tribuni reči Medvodam: fantje, ustvarimo, pogledamo, kje lahko ustvarimo in tam, kjer se ustvarja, podpremo za to, da bomo ustvarili, da bomo imeli dodano vrednost, ki bo prinesla v bistvu določena sredstva v občino. Iz razprave se je že sicer dalo razbrati, da obstaja bojazen, da se bo varčevanje na njihovih plečih nadaljevalo tudi v prihodnjih letih. Če mi zdaj stisnemo zube, pa rečemo, ajde, 1 let oziroma 2 let bomo trpeli kržbine, bomo spravili skozi, kdo mi garantira, da bom jaz leta 2018
da v šport dobijo nazaj 130 000, koliko so jih imeli do zdaj. Ne? V en glas so rekli, nihče. V tem osnutku proračuna ni ničesar, ni vodila, ni napredka, ni nobene smernice, ki bi meni povedala karkoli drugega, kot da na vse sile bomo šparali. Razumljivo so se v precepu koncepta varčevanja znašli predvsem tisti občinski svetniki, ki so hkrati aktivni tudi v društvih. Dajmo se začeti pogovarjati, kje bomo denar dobili. A bomo začeli zdaj kot civilna družba pritiskati na župana v občinsko upravo, da želimo, da se vzame letos spet 600 000 evrov kredita, zato da bomo vse te znižanja pokrili. Ali pa bomo rekli, dajmo se zmeniti, pa tiste ceste zdaj letos ne bo. Tudi Svetka Židan Valjavec je zastavila vprašanje, ali bomo varčevali ali se še naprej zadolževali. V teh težkih časih pa je izpostavila predvsem potrebo po več sodelovanja med sferami športa, kulture in turizma. Jaz mislim, da v bistvu v tej zadevi ali eno opcijo ali drugo opcijo, zadolževanje ali varčevanje, pomeni, da moramo več glav, ki več ve skupati skupaj in narediti dobre projekte. Predvsem pa strogo ločiti projekte, ki so prostovoljno bazirani in delani na bazi prostovoljcev, in projekte in dogodke v občinskem prostoru, ki so pa vezani na tržno naravnane projekte. Udeleženci so sprejeli stališče, da se 250 000 evrov v osnutku odloka o proračunu občine Medvode za leto 2015 prerazporedi na postavke športa, kulture, turizma in javnih zavodov za kulturo in mladino, knjižnico Medvode in javni zavod za šport in turizem, tako da jim bo zagotovljeno preživetje. Udeleženci so prebrali tudi pismo kulturnika Jureta Galičiča, tudi predsednika Turistične zveze Medvode. Okrogle mize se zaradi res ponesrečene dopoldanske ure ni mogel udeležiti, ne strinja pa se s trditvijo, da je zmanjšanje proračunskih sredstev za področje kulture neživljenjsko in da ogroža preživetje kulturnih društev. Njegovo stališče je, da se bo precej rešilo že z bolj pravičnim razdeljevanjem sredstev, za katerega so društva dala že kar nekaj predlogov in usmeritev. Piše tudi, da so se z zmanjševanjem sredstev sprijaznila tudi turistična društva in piše celo, da se bodo morda vrnili k svojim koreninam, ko ni bilo važno samo, ali bomo za določene prireditve dobili tudi občinsko finančno kritje, ampak kako se bo čim več prostovoljcev povezalo za korist kraja. Sicer se strinja s predlogom za zvišanje sredstev v ta namen, pogreša pa odgovor na vprašanje, komu vzeti. Prav zniževanje sredstev za delovanje in projekte kulturnih, športnih in turističnih društev ter za ostale projekte z področja družbenih dejavnosti je bil eden izmed povodov, da je 11 svetnikov že pred sejo občinskega sveta posredovalo pobudo, da se osnutek proračuna za letošnje leto prekvalificira v delovno gradivo in da se pred obravnavo osnutka pripravi dodatne posvete in usklajevanja z neposrednimi proračunskimi porabniki in seveda tudi svetniki. S pobudo niso uspeli, osnutek proračuna so obravnavali in ga po 4-urni razpravi tudi sprejeli. Nesoglasno, vendar prepričljivo. Župan Nejc Smole je zavrnil očitke, da osnutek proračuna predhodno niso usklajevali s proračunskimi porabniki. Res pa je, da pred javno objavo ni bilo predhodnega svetniškega usklajevanja, kar je bil tudi glavni očitek, ki jih je v prej omenjenem dopisu izpostavilo 11 svetnikov iz vrst Zelene koalicije, stranke Mira Cerarja, Socialnih demokratov, Slovenske ljudske stranke in nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode. Osnutek seveda ni bil usklajen, to sem že prej rekel, ker jaz mislim, da ga ni asa, ki bi ob tej finančni sliki to zadevo lahko uskladil. Bil je pa predstavljen. Bil je predstavljen Turistični zvezi, Kulturni zvezi, Športni zvezi, Gasilski zvezi. Bil je usklajevan in predstavljen vsem predsednikom krajevnih skupnosti na kolegiju župana. In zdi se mi, da smo na nek način pač skušali odpreti znotraj tega, kar je bilo mogoče, maksimalno javno razpravo ali pa razpravo tistih, ki so. Z javnimi zavodi je pa tako. Treba se je bilo odločiti in odločili smo se pač, da gremo povsod enako, ker se nam je zdelo to fair. Ravno tako na razpisih smo skušali slediti približno isti trend upadanja, ker bi sicer odprli Pandorino skrinjico.
Uvod v razpravo je bil več kot uro dolga županova predstavitev vsake posamezne postavke znotraj osnutka proračuna za letošnje leto, kar je posledično pomenilo tudi odgovor na nekatere dileme. In zdaj, če se vrnem na skrajni začetek in rečem, da je osnutek proračuna se ustavil pri skupni številki 13 milijonov 717 tisoč evrov, je potem, kar sem vam zdaj razlagal, za 9 milijonov 219 tisoč zakonskih obveznosti, pri vzetih obveznosti za 3 milijone 385 tisoč evrov, kar skupaj pomeni 12 milijonov 603 tisoč evrov, in da vsota, o kateri se mi danes pogovarjamo, na nek način, da jo lahko razporejamo, prerasporejamo, je dober 1 100 000 evrov. Kot je še dejal, je to znesek, ki ga občinski svetniki sicer lahko prerasporejajo drugače. Dejstvo pa je, da so to edina sredstva namenjena vsem razpisom za sofinansiranje na vseh področjih in za vse investicije. Že sicer je občinske svetnike seznanil z dejstvom, da bodo v primeru, če osnutek proračuna tokrat zavrnejo, dobili v obravnavo nov osnutek, ki bo za skoraj 200 000 evrov nižji na prihodkovni strani. Država je namreč za drugo polovico leta sprejela odločitev o nižji povprečnini, kar pa ob pripravi tokratnega osnutka še ni bilo znano. Posledično pa to pomeni še večje zategovanje pasu. Večina svetnikov je pohvalila predvsem dejstvo, da se občina Medvode v letošnjem letu ne namerava več zadolževati, kar bi bila sicer ena izmed možnosti, da se zagotovi 250 000 evrov, kolikor zmanjka, da posegi na področje ljubiteljske kulture, športa, turizma in knjižničarstva ne bi bili tako drastični. Pa osnovno načelo je, da mi ne moremo razdeliti več, kot pridobimo. Veste, na tem moramo stati. Poglejte, v Sloveniji imamo 212 občin. Kdo mislite, da bo občine ukinil? Predsednik državnega zbora ali parlament? Ne, same se bodo ukinile. Kako? Bankrotirale bodo. Najprej bodo nelikvidne, potem bodo nesolventne. Tudi z nami se lahko to zgodi, če bomo pretiravali. Kot gre slutiti iz razprave, se bodo tudi občinski svetniki pridružili varčevanju in si znižali sejnine. Predlog je bil za 25%. In kakšne so ostale glavne karakteristike odhodkovne strani? V letošnjem letu naj bi bili zaključeni 3 večji projekti: obnova vodovodov na območju Pirnič in Medvod, dokončanje ureditve centra Medvod s tržnico in izgradnja vodovoda po Zbiljski cesti. Načrtuje se tudi začetek večjih naložb, kot so energetska sanacija osnovne šole Smlednik v višini 340 000 evrov, izgradnja zbirnega centra za nenevarne odpadke na Jeprci v višini 80 000 evrov, preplastitev ceste in obnova vodovodov na relaciji Spodnje Pirniče za Vrh letos v višini 80 000 evrov, rekonstrukcija podhodov v Presko in ureditev parkirišča v višini 80 000 evrov in rekonstrukcija mostu čez ločnico v krajevni skupnosti Sora oziroma letos 20 000 evrov za pripravo projekta. Več o proračunski razpravi in ostalih točkah dnevnega reda pa v prihodnji oddaji, ko bomo poročali tudi o problematiki, s katero se bodo svetniki spopadli že v torek, ko bodo zaključili ta teden začeto sejo. Ta ponedeljek so se v knjižnici Medvode zbrali izbrani učenci vseh 4 medvoških osnovnih šol, njihovi ponosni učitelji ter starši. Člani Rotary kluba Medvode so že tradicionalno 8. zapored podelili priznanja najboljšim učencem po kriterijih rotarijanstva. Rotary klub Medvode je član družine Rotary International, ki šteje prek 31 000 klubov po celem svetu. V svetovnem merilu je to spoštovana dobrodelna organizacija, ki združuje ljudi, ki naj bi bili moralno trdni, širokosrčni in vzorni, tako v svojem poklicu kot tudi v javnem in zasebnem življenju. Pripravljeni so pomagati sočloveku in v ta namen zbirajo sredstva ter z raznimi akcijami širijo svoje vrednote. Tudi letos je Rotary klub Medvode že 8. zapored v prostorih Medvoške knjižnice podelil priznanja izbranim učencem. Nagrajenec mora imeti vse tisto, kar je dobrega v mladem človeku. To je navdušenje, to je znanje, talent
vse tisto, bi rekel, kar mladega žene k temu, da je drugačen, boljši od drugih. Nagrajeni učenci iz osnovne šole Medvode so Ana Jenko, Taja Križaj in Ana Škulj. Iz osnovne šole Perniče Jona Dežman, Neža Luštrek in Hana Meglič. Z osnovne šole Preska Zala Hribršek, Ana Ločniškar in Nina Dobnikar. Ter z osnovne šole Simona Jenka Smlednik, Ana Žebovec, Živa Jovan in Gal Irt. Ja, meni pač zelo veliko pomeni, dokazati, da sem se pač lahko trudil, pa da sem zadovoljen s tem, kar sem delal in me to pač še bolj spodbuja. Ja, meni to pomeni kar neko spodbudo, zato da sem še naprej tako trudila. In sem zelo vesela, da so me pač sošolci izbrali in so mi dali to možnost, da sem jaz danes tudi tukaj to priznanje dobila. Priznanje so dobili tisti 3 učenci predvidoma 8. in 9. razredov z vseh 4 osnovnih šol, ki ustrezajo posebnim kriterijem. Ti ne temeljijo toliko na šolskem uspehu in znanju, ampak na kvalitetah, pomembnih za dobro socialno življenje. Pomoč sošolcem, krepitev oddelčnega kolektiva s prijateljskim povezovanjem, vsestranska dejavnost na različnih področjih, razgledanost in uspešnost. V bistvu sem največ zaradi športa, ker se pač ukvarjam se z breakdanceom pa akrobatiko, sem se pa še s plavanjem pa plezanjem. Mogoče zato, ker res pomagam, kadar nekomu nekaj ne gre, pa tudi se trudim v šoli, da mi gre dobro in da imam dober učni uspeh, pač tako sem vestna in se sproti učim, pa tako. Po mojem so to pač tudi sošolci pazili. Kakšni pa so cilji za naprej? Ja, moji cilji so, ne vem, da bi še naprej razvijala svoje talente, zelo rada bi tudi kaj igrala, kakšno igro, na primer v gledališču ali pa kakšnem filmu. Drugače pa, da bi vzdržala ta tempo, kakor ga imam zdaj. Tradicionalno podelitev priznanj so dopolnili s pestrim programom, z recitalom, plesom, igranjem na klavir, violino in harmoniko so nadarjeni učenci pokazali svoje sposobnosti. Nadaljujemo pa s prireditvami, ki so zaznamovale kulturni praznik. V Smledniku so ga člani kulturno-umetniškega društva Smlednik počastili z recitalom. S poezijo, razdeljeno v 3 življenjska obdobja, so se spomnili 3 v lanskem letu preminulih pesnikov: Tomaža Šalamuna, Kajetana Koviča in Tomaža Pengova. Vsako leto se našega največjega pesnika Franceta Prešerna s kulturnim praznikom spominjamo na dan, ko je umrl 8. februarja. Prav na ta dan so letos v Smledniku pripravili recital z naslovom Zadnji rendevu, v katerem so se poklonili 3 poetom, ki so svojimi deli močno zaznamovali slovensko kulturo, vsi pa preminuli v lanskem letu. Letos smo si za temo zbrali in memoriam, ko rečem, torej recital smo oblikovali in pripravili iz pesmi 3 pesnikov, slovenskih pesnikov, ki so preminuli v letu 2014, iz pesmi Tomaža Šalamuna, Kajetana Koviča in kantavtorja Tomaža Pengova. Prvo obdobje, poimenovano Dečki, seveda govori o mladih človekovih letih, temu primerna je bila tudi poezija, sestavljena predvsem iz Kovičevih pesmi, saj gre za pesnika, ki je poezijo najbolje znal predstaviti otrokom. Le kdo ne pozna Mačka Murija in pripovedi o prijatelju Pikiju Jakobu. Drugo, zrelo obdobje, poimenovano Odgovornost, se stoji iz večinoma Šalamunovih pesmi, za katere je značilna močna avantgarda. Tretje obdobje, Zadnji rendevu, ki je hkrati tudi naslov Kovičeve pesmi, pa govori o 3. življenjskem obdobju. Prireditev so zaokrožili še s Pengovovim potovanjem nespečih. Ja, prišla je tudi pobuda sicer, ampak ker smo pravzaprav zbrali take pesmi in nekako vse skupaj postavili v kontekst pravzaprav cikla teka življenja, se nam je definitivno zdelo primerno, da pač poskušamo čim širši spekter generacij vključiti noter, pa tudi prav, ker pač kultura je nekaj, kar se tiče vsakega človeka, ne glede na to, ne glede na status, ne glede na starost. Tako da so tudi vsi navdušeni nad tem, z največjim veseljem so se vsi odzvali, kogarkoli smo prosili, tako da mislim, ena čudovita izkušnja za vse. Pa bomo kar, mislim, da še probali kdaj. Tako so se v kulturni dom vrnili nekateri ustvarjalci, ki so pred leti že sodelovali v raznih predstavah ali praznovanjih. Ob tem so bili navdušeni in priznali, da je užitek zopet kulturno ustvarjati. Ja, sigurno ostane v tebi ta
želja po nastopanju nasploh, a ne. To se mi zdi, da imaš v sebi in sem bila zelo vesela povabila in sem ga z veseljem sprejela. Se pravi, biti del neke skupine, skupnosti, ne, kot v Smledniku je, se mi zdi kar fino zasidrana in je lepo, da se pelje naprej. Z veseljem pristopiš sploh nad neko idejo, ki je izoblikovana in potem dodaš samo en kamenček v mozaik vsega. Je nekaj, kar pač z veseljem daš. Ne. V življenju se ti vrtijo stvari, kolesja, ko pač nimaš časa več, da bi celotno zadevo postavil in je mogoče čas tisti, ki te omejuje, potem pa si ga le toliko lahko vzameš, da priješ na neki vaj in v bistvu potem si del vsega skupaj. Ne. Organizatorji so se odločili za precej drzno potezo, recital so namreč pripravili na trgu Svetega Urha, vreme pa jim ravno v času prireditve ni bilo najbolj naklonjeno. Kljub temu se je zbralo veliko število kulturnih navdušencev. Mislim, da lokacija, da bi imeli odzunaj prireditev, nas že nekaj časa mika. Verjetno poznate že naše dogodke v poletnem času pod našim kostanjem. Tale zimska odločitev nas sicer malo spominja na prireditev, ki je bila že 8-9 let nazaj, ko smo imeli tudi zunaj pred cerkvijo prireditev. Tokrat smo pa to lokacijo, kjer je bila danes prireditev, sprobali že za miklavževanje in se nam je zdela idealna. In sploh za take zimske dni ob ognju, ob kuhanem vinu, mislim, da to kar paše tudi za kulturni praznik. Po pol ure trajajočem recitalu je za obiskovalce sledila še pogostitev v kulturnem domu, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli še člani zbora Smleški žarek. V nedeljo je kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Sora počastilo slovenski kulturni praznik z živo pesmijo. Moški pevski zbor je zapel na 4 mestih v naši bližini, ki so povezana z življenjem in delovanjem velikih slovenskih pesnikov in pisateljev. Letos se že 14. leto podajate na pot po poti kulturne dediščine. Je vaš prvoten namen prenesti pesem med ljudi dosegel svoj namen? Ja, jaz upam, da je, ker s tem, ko se podajamo na to pot, ponesemo tisto pesem, ki je pač mislena, da bo zapeta v krajih, kjer so se rodili naši vrli možje, dosegla res svoj namen s tem, da tudi tisti, ki nas pridejo poslušati, mislim, da so uživali v tem. Malo čez 9. uro so zapeli pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. Z moškim pevskim zborom kot Oton Župančič Sora se vsako leto trudimo, da repertoarju dodajamo kakšno novo pesem. Tako smo letos v repertoar dodali pesem Soči, ki jo je besedilo napisal Simon Gregorčič, to se pravi notografiral pa Jakob Aljaž. Vedno se trudimo, da je pred Jakobovo domačijo, pred Aljaževo domačijo izbor njegovih pesmi, dodamo pa seveda kakšno domovinsko, s katero damo pečat temu kulturnemu prazniku. Svojo pot so pričeli že ob 8:30 uri pri spomeniku Frana Saleškega Finžgarja v Sori, kjer je poleg slednjega služboval tudi Valentin Vodnik. V Sori smo zapeli Eno devole bom ljubil, Hrabroslava Volariča, potem smo zapeli še Dramilo Valentina Vodnika in pa zapeli smo še kot tretjo pesem Pobratimija Simona Jenka. Kljub rani praznični nedeljski uri je kratek zborovski napev pesmi prišlo poslušati kar nekaj zvestih krajanov. Ja, v Sor imamo tudi stalne poslušalce, to se pravi, ni jih veliko, ker je pač bil čas, ko se Maša že nehala in imamo pa ene in iste vsako leto, so in mislim, da bojo nas še prišli poslušati vsako leto. Ker to je naš začetek v Sori pred 14 leti in se tisti, ki nas obiskujejo, držajo kristalno. Zatem jih je vodila pot na Podrečo, kjer so zapeli pri spomeniku Simona Jenka in ob 11:30 v Kranju pri spomeniku Franceta Prešerna v Prešernovem gaju. Pojete na 4 različnih mestih, je izbor pesmi ves čas isti?
Ne, zbor pesmi je predvsem tak, da pojemo glede na to, ali je pisatelj ali je pesnik, če se le da, njihove besedila ali pa njihove skladbe. No, nekaj kulturnih prireditev pa smo pripravili še za prihodnjo informativno oddajo. Dramska sekcija Kuda Oton Župančič Sora pa je v petek 6. februarja pripravila težko pričakovano komedijo z naslovom Piknik s tvojo ženo. Besedilo primorskega avtorja Andreja Jelačina je tokrat na odrske deske prinesel režiser Boštjan Luštrik, na pikniku pa sta bila Bernarda Podvis in Stanislav Gradišek. Mi smo z našo kamero ujeli nedeljsko ponovitev ob kulturnem prazniku. Predstava Piknik s tvojo ženo je sicer izvirno doživela prek 300 ponovitev, a na Sorškem odru je bila odigrana prvič v občini Medvode. Kljub temu, da predstave Boštjan Luštrik prej ni videl, ga je navdušilo besedilo, ki so ga prejeli strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Sva tukaj s predsednikom Francom Plešcem sva se malo pogovarjala, iz JSKD-ja izpostava Ljubljana okolica so nam poslali tekste avtorja Andreja Jelačina in imam tako eno tako željo, 3 tekste smo dobili, se pravi Piknik s tvojo ženo, Pacient v čakalnici in pa Agencija za ločitve. In tako me ima, tako, da bi kar vse 3 probal zrežirati. No. Začeli smo s piknikom s tvojo ženo. Ker predstavo ustvarjata samo 2 igralca, je bilo seveda njuno delo toliko bolj zahtevno. Priprave so se začele pred 3 meseci, najbolj intenzivno pa so vadili mesec dni in pol pred premiero. Začeli smo se pripravljati konec oktobra. Vsaka reč parata, če je več vaje, boljše je. Delati je treba. Na koncu pač vidimo, kaj prije iz tega. Vmes je pa bilo malo brejkov pa teh zadev. Malo pomisleko, kako pa to ne zrata. Dokler bereš, je še v redu, pa že treba malo na pamet, pa to. Torej, hvala Bogu. No. Lepo se je izteklo. Izbor glavnih in tudi edinih igralcev za Boštjana Luštrika ni bil zahteven, nasprotno, v obeh je videl svojevrsten izziv in zelo je zadovoljen nad rezultatom, ki sta ga pokazala, tako da jo bomo zagotovo še videli v predstavah, ki jih bo režiral Boštjan Luštrik. Tekst je kar zahteven za igralca, moram reči, v tem smislu tudi igralca sta imela do zdaj ne preveč velike vloge. In v bistvu smo se kar nekaj časa ukvarjali s tekstom za mizo, no in potem še na odru, tako da sta pa naredila velik igralski korak, tako Bernarda kot Stane, in sta me prepričala v to. Kljub temu, da je Andrej Jelačin besedilo napisal že leta 1980, je tematika še kako aktualna, odnos med žensko in moškim. In spričo tega sta imela igralca Bernarda Podvis in Stanislav Gradišek tudi nekaj svojih idej za interpretacijo besedila. Naval, kot, plemenski, bik, kaj ne bi šla vidva malo, hipa, hop. Videli smo, da je precej življenjsko besedilo, precej lahko se poistovetimo s tem tekstom. Ste uporabili kaj svojih izkušenj iz tega? Ja, lahko bi veliko več. Sicer režiser je rekel, da morava še več dati, ampak včasih sva ga malo raje poslušala. Zadeva je tako, da v bistvu ima pustim, to se tako čudno sliši, ampak ja, tista inspiracija, ta igralčeva integriteta, ko stopijo v stik s publiko, tam ne moreš kaj dosti, tam je publika sama lahko vodi predstavo oziroma ali se odzove ali ne, skratka tukaj nimaš kaj posegati. Drugače pa ja, nekaj imata svojih, bom rekel, dodanih stvari, predvsem v tekstu, tako tudi pa reakciji, sem jima dovolil, tako da je pa, se pravim, tudi predstava delana tako, da je avtor je tudi pisal tekst, tako da je v bistvu nekako sodelovanje z parterjem in pa odrom in pa igralcem pa publiko, tako da v bistvu namen je dosežen vsekakor.
Kako pomembno je, da se ujamete v takšni predstavi svojo soigralko? Zelo. To pa zelo in fajn. Res Bernardo je bilo dobro igrati, je zelo potrpežljiva, preprosta, realna. Čudovito, res. Preprost človek, se da fajn sodelovati in mislim, da smo se dobro ujeli. Prav interakcija s publiko je tisto, kar da predstavi še poseben pečat in seveda požanje še dodatne salve smeha. A to zna biti za igralca precej zahtevna naloga, saj nikoli ne more vedeti, kako se bo izbrani gledalec, ki je naključno vključen v predstavo, odzval. Ja, bil je primer recimo na premieri, ko je ponudil pijačo in jo je gospod odklonil. No, ampak potem je bila ena gospa med gledalci, ki je pa vprašala, a meni pa ne boš ponudil. In tako tudi oni lahko rešujejo. Če ste predstavo tokrat zamudili, si boste komedijo Piknik s tvojo ženo lahko v Sori ogledali že čez slab mesec dni, v nedeljo 8. marca. Baletna šola Stevens se bo v nedeljo 15. februarja že tretje leto zapored preizkusila v vlogi organizatorja slovenskega izbirnega tekmovanja za svetovno plesno prvenstvo, ki bo konec junija potekalo v Bukarešti. Za vstopnico, ki pelje na svetovni oder, se bodo potegovale tudi članice šole organizatorja, ki smo jih minulo nedeljo obiskali na Generalki v Naklem. Tretjič v vlogi organizatorja izbirnega tekmovanja DVC oziroma Dance World Cup in četrtič v vlogi tekmovalnih plesalcev se bo baletna šola Stevens v nedeljo predstavila na odru Prešernovega gledališča v Kranju. Bomo šli v Romunijo, bomo šli v Bukarešto, če bomo naslednjo nedeljo se kvalificirali, kar pomeni, da moramo doseči 75 točk oziroma po standardih DVC-ja 65. Mi smo si zadali točke 75, ker to je pol en nivo, s katerim vemo, da lahko na DVC-ju sodelujemo. Občutki ne vem, to vam bojo punce bolj same povedale. Zdaj v bistvu en teden pred samim tekmovanjem, na meni skoraj ni več nič, razen to, da molim, da bo vse v redu. Letos stavijo na 2 atraktivni skupinski točki oziroma na manjšo in večjo dekliško skupino. Vsaka dekle iz teh skupin ima tudi duet, trio, solo, tako da gremo z večjimi točkami na samo tekmovanje. In kako se bojo kvalificirali, pa samo od njih odvisen. Sproščenost in lahkotnost gibanja, predvsem pa odlična usklajenost deklet dokazujejo, da je za njimi obdobje marljivega dela in velike želje po tekmovalnem uspehu. Ure se ne da sešteti. To je čisto individualno, so vsi vikendi. Vikendi so po 2-3 ure zelo intenzivno, pa med tednom pač mašimo luknje, kje je prostor, kje ni rednega pouka, da ne motimo rednega pouka s temi pripravami, ki jih imamo za DVC. To se pravi, da je dodatne ure, dodatno mučenje, tako da je, vedno rabimo veliko, tudi same dekleta prosijo čim več, ker so pol one sigurne v to. Verjetno bom imela kakšen dan pred nastopom ali treme, ali pa takrat, ko bomo že v zaodrju, ampak ko pa začnemo plesati, pa izgine trema. Zdaj, punce, izgledate odlično. Kakšen je zdaj vaš cilj? Da pridemo naprej, da zberemo dosti točk, dobro odplešemo, pa pač tudi, da se zabavamo. Pričakujete kakšno vidnejšo uvrstitev, morda celo kolajno? No ja, preveč ni dobro pričakovati, pa če tega ne dobiš, pa je smrt razočaran, ampak dobro bi pa bilo. Ja, malo je že treme, pa mislim, da bo še več tisti dan ali pa kakšne par dni prej. Lansko 5. mesto v solo variacijah klasičnega baleta in predlansko 6. v kvartetu sta njihova najboljša dosežka z DVC tekmovanj, razumljivo, še korak višje si želijo letos. No, zdaj bili ste že v Angliji, pa Avstriji, pa na Portugalskem, zdaj je na vrsti Romunija. Kakšni so cilji? Se vaši apetiti večajo iz tekme v tekmo rezultatski? Je, vedno je. Romunija sama je močna in v klasiki in v modernem, tako da lahko pričakujemo marsikaj. To je pa v bistvu svetovno prvenstvo, pridejo celoten svet. To je velika izkušnja za nas, predvsem pa za tekmovalke, ker vidijo tudi, kje so, kam se lahko uvrstijo, vidijo, koliko delac smo tudi mi v vsem tem ostalem šmornu, kaj tam.
A še prej bo potrebno skozi sito nedeljske izbirne tekme, ki bo ob 16. uri potekala v kranjskem Prešernovem gledališču. Za strokovne odločitve bo tokrat skrbela DVC žirija Monika Albert prihaja, potem je naša Rita Polaki, prva solistka iz Ljubljanskega teatra, pa Miha Lampič. On ima pa tudi zelo dobre izkušnje že izpred let, tudi lansko leto je bil sodnik, zelo realen, pozna vse stile plesa. Tako da jaz mislim, tročlanska žirija je najbolj idealna, ker je pol en tak nivo usklajena, ne. Pravico do udeležbe na kvalifikacijah DVC imajo privatne oziroma zasebne plesne šole in plesna društva, na izbirnem tekmovanju pa se bodo plesalci v 4 starostnih razredih pomerili v 12 plesnih zvrsteh. Športna dvorana Medvode bo tudi letos središče pustnega dogajanja v naši občini. Tradicionalno občinsko pustovanje se bo pričelo v soboto ob 20. uri, ko bo v dvorani na Svetju potekal ples v maskah. Plesne ritme bodo preigravali ansambli Mladi Belokranjci, Popotniki in zvezde večera ansambel Spev. Dan pozneje, v nedeljo 15. februarja, bo prav tako v športni dvorani Medvode organizirano pustno rajanje s povorko, ki bo namenjeno predvsem otroškim maškaram in seveda tudi tistim malo starejšim, ki se radi našemijo. Prireditev se bo začela ob 14:30 uri s povorko od klanca do dvorane, kjer se bo v družbi animatorjev nadaljevalo otroško pustovanje. Tudi letos bodo najmlajši nagrajeni s slastnimi pustnimi krofi, za vse obiskovalce je vstop na obe prireditvi brezplačen. V prejšnji oddaji smo narobe navedli rezultate občinskega gasilskega kviza in ime enega izmed društev. Zmago med gasilci pripravniki so dosegli člani prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče Vikrče za vrh in domov odnesli tudi prehodni pokal. Za napako se iskreno opravičujemo, zmagovalcem pa še enkrat čestitamo. Zabavna animacija, učenje osnov teka na smučeh in nadaljevalni tečaji, servis smuči, zabavne igre, topli napitki in palačinke ter bolj ali manj sončno vreme so glavni krivci, da je odlično pripravljen tekaški poligon Bonovec minuli vikend sprejel preko 1000 rekreacije ali novega znanja željnih obiskovalcev. Redno vzdrževanje in z umetnim snegom dodatno utrjene tekaške proge na Bonovcu zadnje 2 tedna še zdaleč ne samevajo. Minuli vikend je Nordijsko društvo Medvode za obiskovalce pripravilo razširjeno ponudbo, domala vsega, kar Nordijski center lahko ponudi. No, samo danes dopoldan se je tukaj zbralo preko 300 ljudi, smo bili prej obveščeni, ste z obiskom zdaj nasploh zadovoljni? Ja, zadovoljni smo čezdalje bolj, ker ljudje čezdalje več, v zadnjih letih se zelo pozna, čezdalje več se rekreirajo in sploh tečejo na smučeh, tako da je praktično vsako leto večji obisk, bolj poznajo ta center in tudi zdaj, tudi preko tedna je več ali manj polno. Zdaj smo danes imeli prvič sploh tudi težave z parkiranjem zopet, ne. To smo pred parimi leti imeli, pa smo potem parkirišče dogradili in zdaj še to premajhno postaja. Tako da moram reči, da smo zelo zadovoljni s tem obiskom in bo se še lahko nekaj povečevalo, ampak prav veliko pa mislim, da bo treba pa kaj narediti, da bi še povečali število ljudi. V Nordijskem centru Bonovec na današnji dan beležijo že 40 snežnih dni, glede na najbolj optimistične napovedi jih pričakujejo vsaj še 20. Zima se je sicer že prevesila v drugo polovico, a zanimanje za tečaje teka na smučeh še zdaleč ne pojenja. Zdaj v teh tednih imamo precej interesa za tečaje, tudi za otroške tečaje in mislim, da bomo še kar nadaljevali v naslednjih vikendih s temi in tudi med tedni, jasno, s temi tečaji, ker očitno je interes med ljudmi in prijav imamo dovolj, tako da bomo to še naprej počeli. Minuli vikend so bili dobro obiskani tudi kratki tečaji za najmlajše. Zdaj primerna starost, recimo, ne vem, najboljše to že zelo kmalu, 3-4 leta, ko otrok shodi, se ga lahko že postavi na smučke, čisto osnovno malo hoje. Potem kasneje pa, tako recimo, ko smo imeli danes skupino otrok, večinoma gremo vse skozi igro, lovljenje,
razne igre z žogo, poligoni, štafete, da malo tekmujejo med sabo, da se spoznavajo s smučkami, da ne razmišljajo preveč o samem teku, da pridejo skozi igro do kasneje do teka, da lahko tudi po progi tečejo. Anže, rad tečeš na smučkah? Ja, danes sem bil sicer drugič na smučkah, drugače pa rad tečem. In kako ti je šlo? Dobro, parkrat sem padel, drugače pa v redu. Pa se ti to zdi težek šport oziroma zakaj ti je sploh všeč? Ja, adrenalin pa to. Zahtevanje pa adrenalin v klance, to je meni dobro. Pač, lahko padeš, če pač to, drugače pa ni nevaren šport. Med nabiranjem tekaških kilometrov so se obiskovalci lahko podučili o ustrezni pripravi smuči, se udeležili enega izmed tečajev šole teka na smučeh, si ogledali ali privoščili nakup na stojnici ponudnikov tekaške opreme ali se zgolj okrepčali s čajem in kuhanim vinom, ki sta sicer že všteta v ceno vstopnice za poligon. Ko ste zadovoljni s ponudbo tukaj na Bonovcu? V redu. Proge so fajn, sicer škoda, ker ni bilo snega, včeraj. Tukaj so rekli, malo let, ampak drugače fajn, glede na razmere. Čaj se dobi, smučke za otroke pa vse tako. Pa se vam zdi ta vstopnica oziroma samo zaračunavanje prog drago, predrago? Ne, meni se ne zdi, se imajo nekaj dela s tem, da to pripravijo. In to pač tako je, ne. Precej pozornosti so pritegnile tudi storitve s področja servisiranja smuči. Po simbolični ceni so si tekači lahko privoščili kvalitetno pripravo smuči ali pa se zgolj podučili o samih postopkih priprave. Sama priprava smuči je obvezna ne glede na rang tekmovalca oziroma rekreativca. Smučka sama po sebi potrebuje vzdrževanje, ne glede na to, gre to za vstopni model smučke ali pa za vrhunski model. Vsaj enkrat do dvakrat na sezono za povprečnega rekreativca je nujno, da se smučka globinsko impregnira, se pravi strojna impregnacija z uporabo voskov za drsenje in likalnikom in vsemi ostalimi pripomočki, ki spadajo zraven. Ja, nažalost še vedno 80% ljudi ne ve, da je treba smučko vzdrževati. Tisti boljši rekreativci to vejo in tudi kupujejo te rekreativne maže. Ostali pa nažalost ne. In ko zvejo, da je pač smučka potrebna za vzdrževanje, so zelo hvaležni in tudi vidijo bistveno razliko pri samem teku in lahko lažje tečejo, uživajo in se imajo fajn. Ja, ljubitelji teka na smučeh si te dni res lahko dajo duška in izbirajo različne terene. Poleg prog na Bonovcu je snežni teptalec, s katerim upravlja Nordijski center, uredil še proge na Svetu in Jeprci vse do Kranja. Pa zdaj s to naravno pošiljko snega in s temi 40 obratovalnimi dnevi Bonovec posluje pozitivno, lahko rečemo? Ja, jaz mislim, da malo nam še manjka teh 20 dni, pol mislim pa, da bomo sploh lahko zadovoljni z tem obratovanjem, ker dejansko je ljudi veliko. Pestro dogajanje se obeta tudi ta konec tedna, ko bodo na svoj račun prišli ljubitelji starodavne opreme. V nedeljo 15. februarja med 12. in 14. uro bo na Bonovcu potekalo tekmovanje posebne vrste Tek po starem, kjer bo čas nepomemben, zato pa bo strokovna žirija ocenjevala obiskovalce z najstarejšo tekaško opremo in njihov slog teka. Že vse od leta 1968 se medvoški veterani srečujejo na tradicionalnem tekmovanju v smučanju, veteranskih tekmah. Zadnje leta je prizorišče teka smučišče Senožeti v Bohinju, tradicionalen pa je tudi zaključek gostilne Bencak. Nažalost, Medvode ne premorejo smučišča, kot so ga leta 1968, ko so veterani prvič tekmovali kar v žlebeh pod Branovcem ali kasneje pod Osovnikom, vendar pa se število udeležencev vsako leto veča. Letos sta dva avtobusa na tekmo popeljala kar 93 tekmovalcev. Zmagovalci in prejemniki prihodnjih pokalov v posameznih kategorijah že leta niso najhitrejši smučari, ampak najbolj povprečni, tisti, ki se najbolj približajo povprečnemu času doseženemu na tekmi. Tako je med pripravnicami, to je tekmovalkami starimi do 55 let, najbolj povprečen čas imela Sonja Fišer, ki sta ji sledili Alenka Dobnikar in Jelka Založnik.
Med veterankami je bila najbolj povprečna šolar Dragica, ki sta ji sledili Brodej Magda in Bizan Tatjana. Med pripravniki je glavno nagrado osvojil Benedečič Robert, ki sta mu sledila Umek Tomaž in Fišer Branko. V elitni veteranski kategoriji pa je pokaz za najbolj povprečnega odnesel kar eden izmed glavnih organizatorjev veteranskih tekem, Kristan Marko, ki sta mu sledila Hafner Peter in Prestorel Brane. In še zanimivost, daleč najhitrejša časa tekme sta imela Teraš Franci in Krek Mateja, ki sta progo presmučala v 40 sekundah, medtem ko je bil povprečen čas vseh kategorij okoli 1 minute. Veteranske tekme so se že tradicionalno končale s petjem veteranske himne in zabavo pozno v noč. V zadnji informativni oddaji smo poročali o bronastih uspehih medvoških badmintonistov na letošnjem državnem članskem prvenstvu. Na njem je nastopilo 60 najboljših slovenskih badmintonistov, medvoški klub pa je zastopalo 10 predstavnikov. 3 izmed njih so poskrbeli za 4 odličja, to so Ana Marija Šetina, Miha Ivanič in Martin Cerkovnik. Organizacija tokratnega državnega prvenstva je pripadla badminton klubu Kungota, kot pa je že v navadi, so tekmovalci v soboto igrali tekme do polfinala, v nedeljo pa še polfinala in finala. V nedeljski del so se uvrstili 3 badmintonisti medvoškega kluba, ki so kasneje tudi osvojili odličja. 3. mesto posamezno je osvojil Martin Cerkovnik, ki je v polfinalu navdušil z igro proti kasnejšemu zmagovalcu Istoku Utroši in mu tudi odvzel niz. Ja, igrala sva 3 sete s kasnejšim državnim prvakom. Jaz sem šel čisto sproščeno, mogoče. Na začetku sem ga malo presenetil, ker sem igral v bistvu malo bolj njegovo igro, močno igro. Kasneje v drugem setu sva bila ponovno skupaj, tam pri rezultatu 14. Sta se mi 2 žogi ostavili na mreži, malo sem padel v eno luknjo in v redu, mislim. Izkušnje so prevladale, pač na igrišču je bil boljši na koncu. Najuspešnejša je bila z 2 bronastima medaljama Ana Marija Šetina, ki je v polfinalu posamezno igrala proti Maji Tvrdi. Ta se je na igrišča vrnila po porodu in z izkušnjami, ki jih ima z domačih in tujih tekmovanj, brez večjih težav ugnala Ano Marijo. Ja, v dvojicah nisem njih najbolj zadovoljna, ker niso obranili naslova državnih prvakinj, ampak sva igrali zelo dobro tekmo, tudi pač 2 tekmi sta nama šla res dobro. S tem sem zadovoljna, čeprav sva si želeli odličja zlatka. V singlu sem pa ful zadovoljna, da sem prišla v polfinale, ker mi še nikoli ni uspelo to na državnem prvenstvu, ampak nisem pokazala tega, kar znam v polfinalu in sem kar dosti gladko izgubila. V drugem setu na koncu mi je malo sprostil, pa je že šlo, ampak pol itak je končala Maja s tistima 2 zadnjima točkama, tako da je bilo konc. V dvojicah jima s Katarino Beton žal ni uspelo obraniti lanskega naslova državnih prvakinj. V polfinalu sta bili po 3 setih boljši kasnejši državni prvakinji Nika Arih in Kaja Stanković, zato sta bili nad končnim 3. mestom Ana Marija in Katarina kar nekoliko razočarani. Ker sva do zdaj vse te punce že premagale in mogoče se je tukaj malo ustavili, ker so bile malo nezbrane. Sva že imela zaključno žogco tudi v drugem setu, pa so pa izgubile, sem si sam rekla, ne še 3. seta in pol 3. set je bil čist najslabši. Pač ni šlo sploh. Za še eno bronasto odličje pa je poskrbel Miha Ivanič. V mešanih dvojicah je z Lijo Šalekar v polfinalu moral priznati premoč kasnejšima zmagovalcema turnirja, zopet so štele predvsem izkušnje. Ja, medalja je eno, to je bil sicer cilj, smo ga izpolnili, dvojice, mešane dvojice, zadovoljen z igro, posamezno malo manj, ampak bomo naslednjič boljši. Mešane dvojice, prvo kolo brez problema, drugo kolo je bilo malo težje proti Martinu pa Ani Mariji. V polfinalu so šla čisto sproščeno, ker niso bila favorita, igrala so proti kasnejšim državnim prvakom in sva z igro sva res, za moje pojme, bila igra dobra in tudi 3 seti na koncu malo sreče in znanja zmanjkali, tako da s 3. mestom smo zadovoljni. Najpomembnejše domače tekmovanje je torej za nami, tudi končni izkupiček odličij je po besedah glavne trenerke Maje Kersnik zelo zadovoljiv, bodo pa prihodnje leto zagotovo napadali na sam vrh. Na Galevici je minuli vikend potekal 3. badmintonski turnir do 13 in 19 let. 2 srebrni medalji je osvojil Gal Bizjak, drugi je bil med posamezniki in v moških dvojicah. Taja Pipan je zmagala med posameznicami in v ženskih dvojicah, sestra Lina je bila v ženskih dvojicah 3.
V kategoriji do 19 let je med posamezniki zmagal Miha Ivanič, drugi je bil Martin Cerkovnik, tretji Rok Jerčinovič. Martin Cerkovnik je v moških dvojicah osvojil še srebro. Zaključek mladinskega svetovnega prvenstva v Kazahstanu se je končal s štafetnimi preizkušnjami. Slovenska štafeta, v kateri je tekla Ana Marija Lampič, je bila 5., zmagala je Norveška, moška mladinska štafeta, v kateri je tekel Janez Lampič, je bila 8., zmagala je Rusija. 13. zmago v sezoni je minuli vikend zabeležila članska vrsta košarkarskega kluba Medvode. 14. ligaško tekmo so varovanci trenerja Andreja Božiča odigrali na domačem parketu in goste iz Nove Gorice premagali z 39 točkami prednosti. Končni izid je bil 102-63. Tekem v slovenskih kegljaških ligah minuli vikend ni bilo odigranih. V Ljubljanski ligi je bilo odigrano 13. kolo, obe medvoški ekipi sta na gostovanju zmagali. V Medvodah je na parkirišču kombi povozil peško, ki se je v nesreči hudo telesno poškodovala. Voznik bo prejel kazensko ovadbo. Storilci kaznivih dejanj pa so v tem tednu bili bolj umirjeni, tako da medvoški policisti poročajo samo o 2 tatvinah. V Zbiljah je nekdo ukradel snežno frezo, v Vikrčah pa so tatovi ukradli zastave. Pred nami je naporen vikend v znamenju pusta, praznika zaljubljenih in informativnih dni. Preživite ga kar se da lepo, priložnosti za to bo tudi v naši občini veliko. Nasvidenje.